Še enkrat lep pozdrav tudi z moje strani, pa hvala, ker ste se udeležili. Torej, tipične dostopnostne napake mobilnih aplikacij in kako jih preprečimo. Prejle sem začel pač o tem, da večina ljudi uporablja mobilni telefon, ne pa vsi, tako da ne smemo na njih pozabiti. To je zelo pomembno, še posebej, če smo v javnem sektorju, pa tudi v zasebnem, ne. Kakorkoli pa tisti, ki imamo mobilne telefone, mislim, da opažamo, da jih morda uporabljamo celo preveč. O tem ne bi danes, ampak kar se pa tiče samih mobilnih aplikacij, se pa moramo zavedati, da so precej nedostopne. In danes bi rad predstavil predvsem tiste dele, ki pokrivajo, bom rekel, večino napak, vsaj po naših izkušnjah, in kaj naredimo s temi napakami. Ter kako v bistvu imamo nekako vsi odgovornost, tudi če nismo mogoče razvijalci ali pa oblikovalci. Kot rečeno, žepne napravice z zmogljivostjo superračunalnikov, če primerjamo zgodovino, seveda, so praktično že skoraj podaljšek, še posebej mogoče nekaterih oseb z oviranostmi, pa tudi ne. Nekaterim osebam pač mobilne naprave lahko dejansko izboljšajo mnogokrat kvaliteto življenja in udejstvovanje v fizičnem svetu. Tako da je izredno pomembna dostopnost. Celo do 90% časa na pametnih telefonih je povprečno namenjenega aplikacijam. Zdaj, to je po enih podatkih, seveda so številke verjetno različne, sploh od posameznika do posameznika. Ampak ja, po eni raziskavi, ki sem jim povezave boste imeli v prezentaciji, ki jo bomo delili kasneje, so šli gledati kar velik del populacije in ugotovili, da je dejansko približno 90% časa so uporabljali aplikacije v primerjavi z internetnim brskalnikom. Zdaj, če se navežem na kasnejše predavanje, pač umetna inteligenca in tako naprej, neki trendi kažejo, da bo mogoče ta čas še narastel. Ampak pustimo zdaj to, kristalne krogle in podobno, za drugič. Kakorkoli, 4 ure in 11 minut na dan, povprečno naj bi v tej raziskavi ljudje uporabljali telefon in od tega pač 3 ure in 47 minut za aplikacije, kar je kar pokazatelj. Pokazatelj je tudi, če se navežemo nazaj na dostopnost, da pač, če večino časa preživimo v aplikacijah, morajo te biti v bistvu še bolj dostopne mogoče kot je internet. To je ena teza. Kar je pohvalno, je, da pametni telefoni so spoznali zelo zgodaj, že več kot 15 let nazaj, da pač brez dostopnosti ne gre. In lahko rečem, da recimo Apple, pa karkoli menimo pač o samih ekonomskih pa etičnih zadevah, se trudi delati pač stvari dostopne in je, bom rekel, da kar vodi na tem področju. Za njim bistveno ne zaostaja tudi Google oziroma Android, kar je zelo pohvalno, bi jaz rekel. Ker če primerjamo z svetom prej, bo marsikdo od vas lahko me dopolnil, pač neki recimo bralniki zaslonov kot tipičen primer možnih tehnologij niso bili zastonj, niso bili vgrajeni in tako naprej. In to, da imamo dejansko pomožne tehnologije že vgrajene, je en bistven korak naprej pri dostopnosti. Zdaj, kot je Tilen včeraj povedal, pred kratkim, žal pred kratkim, ampak hvala Bogu pred kratkim tudi, smo dobili tudi podporo za slovenščino recimo. Tako da ja, ta dostopnost na mobilcih bi jaz rekel, da je precej boljša lahko, ni nujno, kot na namiznih in ostalih napravah. Ampak ja, recimo prvi bralnik zaslona je bil že leta 2011 recimo na Androidu, na iOS-u pa še eno leto prej. To moram pohvaliti, dejansko, da so pač proizvajalci prepoznali zelo hitro, ne takoj, kar spet kaže na eno problematiko, ampak ne nazadnje pač imamo srečo, da mobilni telefoni pač omogočajo kar eno pisano množico dostopnostnih tehnologij, ki so zastonj, ki pač zahtevajo od nas investicijo čas, da se jih naučimo, ampak tudi, če pač dobimo neko oviranost kasneje v življenju, lahko še vedno praktično isto napravo uporabljamo naprej, če seveda so te aplikacije, ki jih uporabljamo, dostopne. Zdaj bom pač prišel do tega ključnega dela.
Pač dostopnost moramo povedati, da je mnogo več kot le VCAG oziroma smernice za dostopnost ali pa standard, novejši EN 301.549. Ampak te dva standarda pač sta najboljša, kar trenutno imamo. In sta tudi relativno dobra pokazatla, sploh če so kje težave s dostopnostjo. In ne bom danes šel v detajle, pa dolgočasu večino od vas itak te smernice kar dobro že pozna, ampak če se pač osredotočimo na neke, ki so res ključne ali pa ki se pojavljajo najpogosteje, potem seveda imamo mnogo omejenih opcij, ampak jaz osebno sem se odločil za naslednje. To so recimo barvni kontrasti, odzivno oblikovanje, semantični elementi, podpora za fizično tipkovnico, besedilne alternative seveda in pa tudi statusno sporočilo, ki so mogoče še najbolj, bom rekel, eksotična za nekatere od nas, ampak obvezna in nujna. In zdaj, če gremo lepo po vrsti, barvni kontrasti, mislim, da vsi, ki vidimo zaslon, imamo težave z razpoznavanjem, če ni dobrih kontrastov. In tukaj ne gre samo za besedilo in ozadje, ampak gre tudi za interaktivne ikone brez besedila, tiste, ki pač so samo ikone, in pa seveda fokus tipkovnice. In tukaj se lahko nekdo vpraša, kakšen fokus tipkovnice, se gre za pač zaslone na dotik. In moram pač takoj povedati, da pač ne uporabljajo vsi samo zaslone na dotik, nekateri uporabljajo še vedno zelo radi fizično tipkovnico, je bistveno lažje zatipkati lahko, spet drugi pa mogoče neke pomožne tehnologije, ki pač so zasnovane na fizični tipkovnici. In na prezentaciji kažem tudi en primer zelo slabih kontrastov, nekega kalkulatorja, pač za oris, kaj te kontrasti lahko pomenijo, ne nazadnje vsem, ne samo pač osebam z oviranostmi, ampak v končni fazi pač, če imamo en zelo slab kontrast, nihče ne profitira. In ta primer je seveda majčkeno pretiravan, ampak žal še vedno vidimo v praksi zelo veliko nekih slabih kontrastov, ki jih ne bi rabili videti. Odzivno oblikovanje nas spremlja že kar nekaj let, sploh na spletu, pa seveda na mobilcih mogoče še bolj. Ravno zaradi mobilcev pač imamo odzivno oblikovanje. In tukaj gre bistveno več kot za samo odzivnost. Gre dejansko tudi za odzivnost recimo besedila, da imamo možnost večjih pisav. To je eno izmed najbolj pogosto uporabljenih dostopnostnih pač tehnologij, bom rekel, ali pa funkcij. Tako je v bistvu z temnim načinom po nekih statistikah, ki jih bom tudi delil. In mislim, da vsi, ki imamo mogoče starejše starše ali pa celo že mi sami, smo zelo hvaležni, če aplikacije delujejo z večjimi pisavami. Slej ko prej. Če ne drugega, ker smo, ne vem, na nekem uradu ali pa nekje, pa moramo nek SMS pokazati, zelo pomaga, da ga lahko pač pozumamo malo, da ga na drugi strani lažje vidijo, če ne drugače. Če že nimamo sami težav z tem, da mogoče ne vidimo vseh besedil. Potem je seveda ležeče pokončno, tega je bistveno premalo od zunaj, ampak je ena izmed smernic, ki je v bistvu zelo koristna za en del pač oseb z oviranostmi, še posebej tistih, ki nimajo možnosti pač svobodne izbire premikanja zaslona. Pač ne smemo pozabiti na to, da nekdo mogoče ne more pač uporabljati neke aplikacije samo na portrait ali pa pokončno, da moramo pač razmišljati tudi o drugih načinih. Potem pri tem odzivnem oblikovanju, tole pa ni še v smernicah, ampak je samo stvar vprašanja, so recimo tisti prilepljeni elementi, v angleščini stiki, recimo glava in noga in kakšni gumbi, ki so vedno na istem položaju, ne glede na to, kako se mi premikamo. Tukaj se vidi zelo hitro, da so lahko težavni. Še posebej, ko so recimo te aplikacije uporabljene z nekimi drugimi nastavitvami, kakor so bile zasnovane. In en primer je recimo, ko uporabljamo pač povečavo ali pa zraven še mogoče večji tekst in potem te prilepni elementi dejansko pokrivajo lahko več kot 30 ali pa celo 50% celotnega zaslona. In tukaj pač se moramo zavedati, ko to oblikujemo in ko to tudi pač kodiramo, da testiramo tudi v nekih neoptimalnih pogojih.
Ker zelo rado se zgodi, da mi naredimo in lepo izgleda, potem pa sploh ne vemo, v bistvu, da smo naredili grozno škodo za nekoga, ki pa mogoče more pač uporabljati našo aplikacijo zelo povečano. Ne. In te prilepni elementi so v bistvu samo v eni točki zaenkrat v smernicah nekako omenjeni posredno. Jaz mislim, da si zaslužijo bistveno večjo vlogo, ker pač nam kradejo vsebino, če nimamo pač nekih standardnih nastavitev telefona. In mislim, da je tam okrog 30% ljudi, vsaj v tej študiji, ki je zelo ogromna, pa sicer v javnem sektorju, ampak ja, dejansko uporabljali večje besedilo, kar pomeni, da je za teh 30% ljudi lahko nek element praktično pol zaslona in lahko pobere. Ne. Tukaj je seveda še veliko več drugih stvari, o katerih ne bomo danes mogli govoriti, ampak nekako te smo prepoznali kot kar ključne. In če grem naprej, pridemo do tako imenovanih semantičnih elementov. Jaz sem to poenostavil, ali pa mogoče to skupino poimenoval na en način, ki mogoče ni poznan vsem, ampak dejstvo je, da ko nekaj vidnega, nek dizajn pretvarjamo v kodo, v tistem delu procesa moramo pač poznati platformo, za katero bomo to kodo pisali, in ta platforma omogoča neko semantiko. In semantika je dobesedno, kaj ta element pomeni. Ne. Recimo, če narišemo nek gumb kot sliko, pa ga damo tja kot sliko, to je pač narobna semantika, ne. Če tega ne označimo posebej. Ker ni to slika, ampak je dejansko gumb. In če ne pazimo na take zelo majhne podrobnosti, ki se mogoče nekomu zdijo majhne, naredimo zadevo bistveno manj dostopno za veliko različnih uporabnikov. In tukaj zajamemo seveda navigacijo. Videl sem že primere navigacije, ki je bila totalno nedostopna, kar pomeni, kot da bi, ne vem, zaprli vrata nekega sodišča in pač se spraševali, zakaj ne pridejo ljudje. Potem so seveda naslovi, gumbi, povezave, zavihki. Če tega nimamo, v nekaterih primerih sploh ne moremo uporabljati aplikacije, v nekaterih primerih imamo bistvene težave z uporabo aplikacije. Ne. Na to pridemo seveda do obrazcev. Obrazci so, bi rekel, pač kar ključna komunikacija. Če obrazci ne delajo, izgubljamo pač denar, izgubljamo uporabnike in tako naprej. In tam, če imamo recimo samo neka polja, ki nimajo znak, lahko slepi pač sploh ne vejo, kaj morajo narediti na tem obrazcu. Ne. Tako da oznake polj, napake polj, seveda tudi samodejno izpolnjevanje polj. In tukaj vidimo zelo hitro, da ne gre samo za recimo slepe, ampak gre za pravzaprav vse. Ker če imamo recimo nek obrazec, ki nima sploh jasnih navodil, kaj je dovoljeno, kaj ni, kaj je obvezno, kaj ni, oziroma ko pride do napak, te niso sploh opisane, ne vem, polje manjka ali pa kakšne take pač, bom rekel, tekstovne napake oziroma sporočila o napakah, ki nimajo nobenega smisla, s tem dejansko delamo zelo veliko škodo vsem. Ne. Samim sebi, ker ne dobimo podatkov ali pa mogoče ljudje obupajo pri takih obrazcih, kjer pa seveda so te obrazci ključni, recimo v javnem sektorju za kakšne zadeve, je pa to pač bistven vir frustracij, izgube časa in ja, nasploh slabe izkušnje. In verjamem, da je marsikdo od vas že srečal kakšen obrazac, tudi če nima oviranosti mogoče, ki je bil, bom rekel, nelogičen, kjer se sploh ni vedelo, kaj je obvezno, kaj ni obvezno in tako naprej. In pa ja, treba je povedati pač, da mobilne aplikacije lahko delujejo bolje in so celo veliko bolj dostopne, če so enostavnejše od spletnih. In to je zelo hiter, kar res. Ne. Ko imamo pač fazo oblikovanja, če spoštujemo platformo, zelo hitro vidimo, da bomo naredili aplikacijo, ki bo bolj enostavna. Že vizualno in tudi seveda semantično in tako naprej. Ne. To je ena taka teza, da pretvarjati mobilne aplikacije direktno spletne aplikacije direktno v mobilne aplikacije nam lahko bistveno zakomplicira življenje. Ne samo za izvedbo dostopnosti, ampak tudi kasneje, ne, ko bojo uporabniki prišli na to aplikacijo. Tako nekateri to zelo hitro prepoznajo, nekateri pa mogoče ne še.
da dejansko bi mobilne aplikacije, če so narejene, bom rekel, pravilno, so bistveno bolj enostavne in zaradi tega jih imajo tudi uporabniki raje, bom rekel, ne. Nimamo nekih motečih elementov, nimamo nešteto nekih novih komponent, s katerimi se moramo spoznati, ampak mogoče je pač ta aplikacija zelo fokusirana, mogoče nima toliko nekih okraskov, ampak je zelo funkcionalna, ne. In to seveda ima neposreden vpliv tudi na dostopnost, ne. In tukaj, če gremo majčkeno v tehniko, je tudi zelo pomembno, katero tehnologijo izberemo. Videl sem že kar nekaj primerov, ko je bila pač izbira platforme kriva za nedostopnost. In to zna biti pač lahko težava. Če izberemo recimo neko, bom rekel, hitrejšo pot za razvoj aplikacije, si lahko naredimo zelo medvedjo uslugo, se pravi sami sebi težave. Ker lahko pridemo do ene točke, ko vidimo, da zdaj bi mogli to mi imeti dostopno, ampak ker smo izbrali to recimo komponento ali pa to platformo celo, ne bomo mogli, ne vem, podpirati tipkovnice, kar zna biti zelo nevarno. Tako da, če imamo to, bom rekel, ta privilegij izbirati platformo danes, potem se treba zavedati, da moramo v bistvu investirati že nekaj časa, da vidimo, če se sploh da vse narediti, kar od nas recimo zakonodaja zahteva. Pa ne govorim zdaj samo o zakonodaji, ampak pač dostopnost za ljudi, ne. Torej, izbira platforme je dejansko ključna. In seveda, če mi že imamo neko aplikacijo, kar je v večini primerov tako, a ne, se moramo mogoče zavedati, da z neko platformo mogoče ne bomo nikoli dosegli dostopnosti za recimo uporabnike tipkovnice in tako naprej. Tako da to polagam tukaj malo v razmislek. In en konkreten primer je recimo tudi to, da izbira platforme lahko bistveno spremeni nabor vseh možnosti. Ker obstajajo pač neke platforme, ki so sicer idejno super ideja, ne, idejno dejansko se trudijo biti univerzalne, se pravi, da naredimo aplikacijo na eni platformi in potem deluje in na Androidu in na iOS-u in mogoče še celo tudi na internetu, ne, se pravi kot spletna aplikacija. Ampak žal so pa omejene in večinoma kar so omejene zaradi razlik med platformama. Zdaj ne bom šel toliko v te tehnične detajle, no. Tako da, če imamo ta privilegij, če delamo zdaj novo aplikacijo, bomo naredili najbolj dostopno lahko, če bomo izbrali tisto osnovno platformo, ki jo platforma recimo Android ali pa iOS izbirata. Če se bomo odločili za neke abstrakcije, se pravi recimo React Native, mogoče poznate, imamo pač nek riziko, da nekih stvari ne bomo mogli narediti dostopnih. Kar je pač žal in stvar se spreminja na bolje seveda, ampak trenutno pač so še zmeraj neki deli platforme, ki dejansko onemogočajo. Tudi če mi znamo, pa tudi hočemo in vse narediti prav, nam bo platforma to preprečila zaenkrat. Lahko, ni nujno, ker je pač odvisen, kaj bomo mi delali na tej platformi. Tako da, tukaj mogoče tudi vidimo, da dostopnost ni samo odgovornost oblikovalcev, pa programerjev, pa tistih, ki delajo vsebine. Seveda na njih je največji delež, ampak včasih pa mogoče tudi recimo vodstvo podjetja, ki se je odločilo za neko platformo, nosi največji del odgovornosti, a ne. To zelo hitro vidimo, da zadeva je kar kompleksna. Zdaj naprej, če nadaljujem, pač semantični elementi. Tukaj tudi še ni v smernicah, ampak bi mogli biti. Ko imamo recimo neko stikalo, ki ima neko vidno besedilo, plus neki interaktiven element, tukaj pač kažem tistega klasičnega toggle element, kako mu rečemo bolj strokovno, no, ali pa v angleščini. In to pač, ko to zagleda en uporabnik, ki vidi, je precej jasno, ker pač je fizično sta besedilo in element skupaj nekako, ne. In to dejansko, če gledamo pa stališča recimo nekega uporabnika s tipkovnico ali pa bralnikom zaslona ali pa drugimi tehnologijami, se pa zelo hitro zgodi, da je dejansko stikalo samostojno, se pravi ta naslov, ta besedilo je samostojen element in pa tisti interaktivni element je tudi samostojen element. In zdaj, če si predstavljamo, da imamo teh stikal, ne vem,
50 lahko tudi, ali pa še več, je tole zelo nehvaležno. Dejansko moramo včasih iti čez stvari dvakrat. Medtem ko tisti, ki uporabljajo pač samo dotik ali pa mogoče miško ali pa ne vem, pametni svinčnik, kakorkoli, klik naenkrat, moramo mi mogoče dvakrat. To spet, a ne, zadeva lahko deluje, ampak je definitivno neoptimalno. Ker dejansko je to en element in bi se mogel tako tudi obnašati, ne. Zdaj na zaslonu za tiste, ki mogoče ne vidite, sem pač kazal, kako so te zadeve samostojne in kako dejansko bi mogla biti celota. Tako da te elementi v kosih, tukaj sem dal zdaj en primer stikala, lahko imamo bistveno bolj kompleksne elemente, ki so dejansko en sam element, ne. Moramo pač zasnovati pravilno in včasih je to samoumevno, a ne, in mogoče tisti, ki to narišejo, o tem niso razmišljali, pa potem pač pade ta odgovornost na tiste, ki to kodirajo. Ampak dejansko tukaj zelo hitro vidimo, da je to nek timski šport, a ne, da dejansko, če bi mi imeli že v skici označeno, to je en element, ime mu je pač stikalo, potem bi tudi tisti, ki to razvijajo, bili bolj pozorni na to, dokler seveda to ni neka praksa podjetja. In tako, kot smo včeraj slišali od Andreje, naše kolegice, pač zelo odvisno, kje smo na tej poti dostopnosti, ne. Kje je naša zrelost kot organizacije. Ker včasih, če je to prepuščeno, ta odločitev nekemu programerju, je seveda potem vse breme na njemu, ne, ali pa na njej, da se za to odloči. In če tega ne ve, bo to narobe narejeno, ne. Tako da dejansko, če pa imamo nek proces na mestu, ko se to že v dizajnu jasno in glasno vidi, ko se tudi ne nazadnje vidi, da je to mogoče stikalo za nekaj drugega, a ne, stikalo verjetno ne bo najboljša oznaka, bo to neka druga funkcija. In ko bo ekipa, ki celo to aplikacijo deluje, skupaj sodelovala, bo ta element bistveno bolj dostopen za vse. Zdaj, podpora za tipkovnico, o kateri govorim kar že nekaj časa, se mogoče res zdi tako iz 90-ih, se spomnimo mogoče Nokia 3310 ali pa kakšne BlackBerry in podobnih tehnologij, ampak ne, dejstvo je, da se še danes dejansko veliko pomožnih tehnologij, pa tudi tisti, ki so mogoče bolj napredni uporabniki, a ne, imajo mogoče raje tipkovnico ali pa nimajo druge izbire. In zdaj tukaj na sliki kažem uporabnika Brailleve vrstice, ki je dejansko pač fizična tipkovnica, ki omogoča Braillevo pisavo tako za branje kot tudi za pisanje. In to je seveda en ekstremen primer, imamo pa pač, ker je pa za slepe, ker to ne uporablja vsak, a ne, imamo pa tudi druge pomožne tehnologije, katere sem prepričan, da marsikdo od vas že pozna, mogoče pa ne vsi, kot je na primer eno samo stikalo. Dejansko lahko telefon uporabljamo z očmi, z gestami, z, ne vem, odpiranjem ust, z eno fizično tipko ogromno, ki je lahko zadeti, tudi če imamo težave, ali pa celo, ne vem, s pihanjem v slamco, ki je pač tak vmesnik. Da ne govorim pač o novih pač tehnologijah, ki, ne vem, zdaj so naredili, da se da z jezikom uporabljati. Da imamo pač nek tak, bom rekel, aparat za zobe, skoraj, kjer lahko telefon ali pa karkoli uporabljamo z jezikom. Kar se mi zdi nepopisno dobra inovacija, ne. Mogoče tudi ne samo za osebe z z oviranostmi, ne. Ampak dejansko tipkovnica se zelo hitro pozabi na napravah, ki so primarno narejene za dotik. In zato pač poudarjam malo več danes o tem, pa bo mogoče kdo si kaj več zapomnil, ker do zdaj tega še ni vedel. Naslednja stvar so pa seveda alternativna besedila. In zdaj, tukaj je primaren fokus mogoče zares za tiste, ki ne vidijo, ampak kot zdajle kažem na sliki, neke ikone, ki jih je kar mogoče težko opisati, neki kvadratki, puščice not, puščice ven, neki kakor fascikli ali pa arhivi, neke predali. In dejansko je to uganka lahko za marsikoga, ne samo za slepe, ki mogoče te opise zelo hitro dobijo, ne. In kaj zdaj hočem s tem povedati, da nekatere ikone so univerzalne, nekatere pa mogoče ne. In takrat, kjer nimamo pač nekih univerzalnih ikon,
kar je spet stvar diskusije, ker te univerzalne ikone so mogoče univerzalno razumljene v Sloveniji, mogoče pa imajo kakšen drug pomen v kakšni drugi državi, če gledamo širše, ne. Ali pa recimo primer diskete, jaz sem pač že toliko star, da sem jih dejansko še uporabljal. Meni je jasno takoj, kaj ta disketa pomeni. Pač mlajšim generacijam pa je treba malo razložiti včasih, ne. Včasih samoumevno, včasih pa pač ne razumejo, kaj to sploh je. Tako da te ikone same po sebi so fine, ampak v večini primerov pa niso tako zelo jasne. Spet to je nad smernicami, a ne. Smernice pač pravijo, da moramo imeti alternativna besedila, ampak dejstvo je, da pač ikone včasih, ko delamo v nekih sistemih dizajnov, so nam del vsakdanjika, potem jih damo pa uporabnikom, pa se sploh ne zavedajo pač, kaj te ikone delajo. Tako da ja, za marsikoga so lahko samo ikone uganka, še bolj pa so uganka, če nimajo pač interaktivnih besedil, za tiste, ki uporabljajo recimo bralnik zaslona, ali pa kot bom zdaj pokazal, pač za tiste, ki ne uporabljajo govornega načina upravljanja vmesnika. Ker če mi recimo vklopimo pač upravljanje z govorom in nimamo teh opisov, je te gumbe bistveno težje uporabljati. Dejansko se potem lahko pojavi neka mreža in moramo pa izbrati, ne vem, prvi kvadrat zgoraj in pa tako naprej in naprej. Tako da te opisi so ključni za marsikoga, ne. In zdaj spet za tiste, ki ne vidite zaslona, na zaslonu zdaj kažem pač en vmesnik predvajalnika za glasbo, kjer ja, relativno so to univerzalni nekako ikone, ne pa vse. Recimo tista za vrsto, pač queue, tisti nek seznam, bi lahko pomenil marsikaj drugega, ne. Ali pa devices available, se pravi razpoložljive naprave, je lahko tudi zelo dvoumen ali pa večumen, ne. Tako da ja, alternativna besedila že na takem mikrodelu vmesnika so ključna. In to je, mislim, da ena izmed najbolj pogostih težav, da teh opisov ni, da teh besedil ni, da so pač pozabljena. In potem se lahko znajdemo pač kot uporabniki recimo bralnika zaslona zelo hitro pred aplikacijo, kjer vse, kar piše, je samo gumb, 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 gumb. Ali pa še to ne. Tako da je alternativna besedila na tem nivoju so ključna, pač del vmesnika. Potem imamo pa seveda alternativna besedila tudi na nivoju slik. In zdaj kažem en tipičen primer, ki smo ga, jaz mislim, da že vsi doživeli. Odpremo mail, mogoče je to nek nov naslov, neka nova komunikacija, kjer še nismo dovolili, da se slike prikažejo. In tam je neka zlomljena slikca s hribčkom pa oblačkom. In to je to. In potem, ko omogočimo slike, se pa pojavi dejansko ena slika, kjer razumemo. Ampak, če pa recimo ta slika ne deluje več, je pa še zmeraj zelo koristno, da bi bilo tam alternativno besedilo za vse, ne. Sprav za slepe je itak to totalna ovira, če tam ena slika, ki ni opisana, pa se ne da niti prebrati z kakšnimi AI in podobno, ali pa ne dobimo pravega sporočila. Je pa dejstvo, da je alternativno besedilo lahko koristno za prav vse nas. In ta primer maila je en tak primer, ki si ga lahko pač zapomnimo. Če že zdaj ne razumemo, zakaj so alternativna besedila pomembna pač. Ker v tem primeru, ker to je tudi osnova pač spleta, velja pa seveda tudi za mobilne aplikacije, da se je začelo z besedilom in potem, ko so slike bile uvedene, so zelo hitro ugotovili, da brez alternativnih besedil ne gre. In ne samo pač zaradi oseb z oviranostmi, ampak tudi zaradi tega, ker včasih slike ne delajo, tisto alternativno besedilo pa je vseeno v kodi. Tako da win-win situacija za vse. In to nam pač mora priti v prste. In tukaj zdaj pač tudi tisti, ki mogoče ne oblikujemo pa kodiramo, lahko hitro vidimo, da je odgovornost deljena. Dejansko moramo pač imeti to v kodi, če tega ni v kodi, itak ne moramo tega napisati, kot recimo odgovorni za vsebine, ne. Zdaj, da je to v kodi, je pa spet deljena odgovornost, ne. Dejansko včasih so kakšni elementi dekorativni, včasih ne. In to mora pač biti odprto za tiste, ki delajo vsebine, da se oni odločijo, kaj je dekorativno in kaj ne. Seveda pa je potem na njih ta odgovornost.
Včasih pa pač pride tudi tako, da v dizajnu dobimo eno ikono, pa smo dolžni, da jo implementiramo v kodi in se mogoče mi moramo pa to odločiti. In to kaže na slab proces, bi jaz rekel, ne. Dejansko mora biti del dizajna tudi oblikovanje za nevidne stvari, bomo rekli, kot je semantika in tudi alternativna besedila, oziroma vsaj pač funkcionalnost, da je funkcionalnost tam, da se lahko tisti, ki je odgovoren za vsebine, odloči, aha, tole je dekorativen element, tega ne rabimo alternativnega besedila, medtem ko je recimo pa ta reklama, ki je samo slika, mora pa nujno imeti alternativno besedilo in tako naprej. To je deljena odgovornost, definitivno. In tukaj sem videl tudi pač, da gre ta zadeva lahko zelo v širino tudi, ko dobimo recimo te slike od nekih, recimo oglasov, a ne. Moramo pač, in dostikrat so tudi oglasi nedostopni, kar je tudi žalostno, a ne. Če bi mogoče neke relevantne oglase kazali nekomu, ki je mogoče slep, pa bo tam pač samo neka slika, za katero ne bo nikoli vedel, kaj to je, tega verjetno ne bo šel klikati, a ne, ali pa šla. Tako da, ja, to je spet lahko gremo zelo široko, pa tudi zelo globoko pač za to vsebino. In ko bomo nekoč, jaz upam, toliko razviti kot družba, bo to pač samoumevno, danes pa moramo imeti posebej procese za to, bi jaz rekel. Naslednji primer alternativnih besedil, ki ga zelo dobro poznamo vsi skoraj, ne, so pač, tako kot smo včeraj lahko slišali, podnapisi na videih in tukaj gre zadeva spet lahko zelo v širino. Včasih pač, če je video narejen v redu, se vse, kar je bistveno v videu, tudi sliši in potem pride tudi v podnapise in v transkripcije in mogoče tudi pač v znakovni jezik, a ne. Če pa mi naredimo že video v osnovi tak, da je zelo vizualen, potem imamo pa bistveno več dela, a ne. Potem moramo pa dejansko zagotoviti, da bo tisto, kar je samo vizualno, nekako prišlo do vseh uporabnikov. In tukaj govorimo lahko o audiodeskripcijah ali pa o nekih alternativnih besedilih in tako naprej. Ampak jaz mislim, da se da v 99% tisto, kar je vidno, tudi nekako opisati v govoru in potem to avtomatično pride tudi v druge alternativne, kot so recimo podnapisi in pač transkripti. Se pravi prepisi. Tukaj je tudi, ne, vidimo zelo hitro, da je taka širša odgovornost. Če moramo mi implementirati nek video, stališče kode, moramo poskrbeti, da so te podnapisi možni, pač če niso že zapečeni, kar je slabša opcija seveda, ker če so zapečeni, si jih uporabnik ne more povečevati in tako naprej, ne. Ali pa mogoče avtomatsko prevajati in tako naprej. Tako da spet zelo širok spekter odgovornosti, a ne. Dejansko že sama izbira tega predvajalnika je lahko ključna, niso vsi predvajalniki dobri. In če imamo mi veliko vsebin, ki so video only, bom rekel, samo video, potem moramo res investirati že v sam predvajalnik, ker drugače ne bomo nikoli imeli dostopnih stvari, a ne. Razen seveda pač, če damo zraven neko besedilo, kar pa je bistveno manj praktično, ne. Tako da ja, spet lahko gremo zelo visoko v organizaciji dejansko, pač kdo se je odločil za, ne vem, izbiro tega predvajalnika, pa do zelo pač, bom rekel, taktičnih odločitev. Pač kaj bomo zdaj, moramo prevesti vse gumbe, moramo dati vsem ikonam imena, moramo zagotoviti pač alternativna besedila in nenazadnje produkcija videa, ne. Samega videa, če pač je v naši moči, moramo pač mi paziti, da je ta video dostopen. Tudi recimo, da so te vizualne zadeve tudi, da imajo dobre kontraste, nenazadnje, ne. Ker ne pomaga pač nobenemu, če so ti kontrasti že v samem videu slabi, a ne. Tistim, ki pač video vidijo. In pa ja, zdaj sem prišel do statusnih sporočil. Marsikomu so nadležna ali pa zelo koristna, kakorkoli obrnemo. Dejstvo je, da se zelo rado zgodi, da so totalno nevidna, neslišna za bralnike zaslonov. Kar ima toliko v bistvu pomemben faktor, da imajo celo svojo smernico v vseh smernicah, pač 4.1.3 statusna sporočila za tiste, ki veste, o katerih smernicah govorim. Za tiste, ki pa ne veste, pa mogoče imate nek vpliv, je pa treba pač vsa ta sporočila narediti dostopna. In tehnologija to omogoča, smernice to zahtevajo,
Je pa to ena še vedno najbolj pogosto pozabljenih stvari. In vsi ti dodajo v košarico ali pa napaka pri obrazcih, pač, ki se pojavijo, pa mogoče kar hitro zginijo. To bi tudi si zaslužili en določen dodatek v smernicah, ne samo to, da pač so, ampak tudi kako so. In tukaj zdaj vidimo tudi premike na strani recimo brskalnikov, se trudijo zdaj, da bi to v bistvu naredili eno tako univerzalno komponento, ki bo bistveno centralizirali in poenostavili dejansko statusna sporočila. Ampak seveda, če tega ne bomo uporabljali, je to nepotrebno. Drugi faktori, ki so tukaj, tudi koliko ta sporočila trajajo, kar je pač lahko tudi kognitivno ali pa za, ne vem, slabovidne lahko težava in tako naprej. Tukaj moramo biti zelo pazljivi, no. Ni tako enostavno, kakor da samo uporabimo eno komponento, ampak moramo bistveno bolj razumeti, kaj vse gre lahko narobe. Pa ja, kot rečeno, napake bistveno več, te, ki sem jih danes naštel, so ene res osnovne, ampak če že te pokrijemo, bo naša aplikacija, si upam trditi, 80-90% bolj dostopna, kakor so večina aplikacij. Sicer so eni trendi, ki kažejo, da so aplikacije bolj dostopne, kakor spletne strani, ampak študij je premalo in tiste, ki so, še zmeraj kažejo, da je dostopnost zelo slaba. Tako da ja, smernice so pač neka, bom rekel, neka osnova, neke, radi reče, ograje na avtocesti, da ne pademo dol z avtoceste. Seveda pa je bistveno več treba imeti za tisto pravo dostopnost, ne. In pač vključevanje oseb z oviranostmi, kar se da zgodaj, a ne, pač idealno je, da je to sooblikovanje, pač če imamo ta sredstva pa možnost. Ampak ja, dejstvo je, da pač je to ena zadeva, ki bi se mogli pač lotiti ne samo na strani kodiranja pa oblikovanja pa vsebin, ampak bistveno širše in pač v nekem sodelovanju. Tako da ja, kot lahko razberemo med vrsticami, je ta pač potreben proces, ki zagotavlja sodelovanje in poznavanje odgovornosti v vseh fazah, ne samo na koncu. Če je na koncu, je definitivno prepozno in definitivno nam ne bo uspelo. Tako da je spet cela organizacija dejansko odgovorna za dostopnost, no. Če bo nekdo rekel, da njegova vloga nima nič z dostopnostjo, sem skoraj prepričan, da se najde vsaj en del, kjer pa mogoče to ne drži, ne. Ne vem, recimo nabava ali pa, ne vem, kadrovska služba in tako naprej in tako naprej. Tako da na dostopnost ne smemo gledati kot neko, bom rekel, posebno znanost, ampak bi mogla biti dejansko vključena v čisto vse, kar se učimo že od osnovne šole naprej, pač na neki ravni, ki je primerna, ne na ekspertni ravni, ampak vseeno. In potem bi bilo bistveno lažje v bistvu za vse nas. Tako da to je to za to predavanje. Hvala za pozornost in udeležbo še enkrat. Pa imamo še ene par minut, če je kakšno vprašanje. Če ni, pa mogoče ena kratka pavza. In pa ja, še enkrat hvala.